poglej, tema pokriva zemljo in ljudstva mrak. Rosite nebesa od zgoraj in oblaki naj deže pravičnega. Odpre naj se zemlja in rodi zveličarja. Recite malodušnim, osrčite se in nikar se ne bojte. Glejte, naš Bog bo prišel in nas rešil. Pridi, Gospod, nikar se ne mudi. Lepo pozdravljeni v tem našem velikem prazniku, krščanskem prazniku, ki se je rodil Jezus Kristus, naš Bog. In vas v tem navzočnosti lepo pozdravljam vse, ki me poznajo in ki smo si bili skozi vse dobri prijatelji in znanci. Smo se tudi srečevali v mojih jaslicah, zato vas še enkrat vse lepo pozdravljam. Danes sem tukaj, da vam povem, da ja že več let, desetletja sem že spravljal v teh jaslice skupaj in sem tudi v društvu jasličarjev, pa imam zelo veliko jaslic, 312 vrst jaslic iz 17 držav. Nekaj boste videli tukaj, nekaj jih imam pa še shranjenih, zapakiranih, ki jih nimam prostora, da bi jih vam pokazal. Ta noč, božična noč, ki je prenesla objem neba in zemlje, želim, da vam naj z ljubeznijo srečno spremlja vsak vaš korak in naj vas napolni z mirom Betlehema. Tistega Betlehema in tiste noči, ko so jo pastirci doživeli, naj tudi v naših dušah bo ta vesel doživetje in z ljubeznijo sprejmimo to, kar nam je Bog dal, ta Boga odrešenika, ki nas je odrešil, in zato se mu priporočajmo v molitvi, delanju in trpljenju, pa se mu iz srca zahvaljujemo, da nam je dal to milost, da ga lahko častimo in ljubimo ga s to ljubeznijo, kako on nas ljubi. Vse te dni bodimo povezani v molitvi, druženji in trpljenju. Ta slika je predstavlja rojstvo Jezusa in je zelo bogata. Je iz Monaka, dobil sem jo kot darilo od enega župnika, ki smo bila zelo prijatelja in sodelovala glede v jaslicah skupaj, jasličarja oba, in je on umrl in je meni to podaril kot spomin na njega, da se ga spominjam tudi v molitvi. Res pa so to velike jaslice, so pa iz Monaka, je pa to vse v škrlatnih plaščih, zato so tudi zelo, zelo drage. Ne smem pa povedati, koliko je pa on to dobil. Za Tomašnik, unibel sta imela pa tudi 50 let in sta mu dejala, kaj ti ne dama za to darilo, rekel, prinesita mi kakšne jaslica za spomin. In sta mu dale te jaslice, ki so zelo lepe. In se lahko vidijo tudi pri meni še doma. So pa to slika teh jaslic
je pa to še večje so, kakor so tukaj naslikane. Jaz pa zelo skrbim in tudi ne dam zmeram v javnost vsakemu, ker pridejo vse sorte ljudje, kjer veste, kako so. To so moje največje jaslice. Največje jaslice so, pri meni imam največje jaslice imam 2,5 metra velike, popred za njim so te, pa so še pleterske imam tudi zelo velike, več pa pol metra. In za njim imam pa najmanj jaslice, imam pa 2 centimetra. In to tudi lesene. No, toliko o mojih jaslicah. Še enkrat vas pa lepo pozdravljam vse, predvsem trpeče, zgubljene, zapuščene, vse tistim, ki so doma v bolani, v poslah, ali kaj te stvari ne morajo videti in doživeti, ker je tukaj gor na tej kaseti. Spomnijo se naj pa tudi oni nas v trpljenju, da bomo združeni in ljubezni. Novo leto pa naj bo bogato vsem in vse povsod, kjerkoli, predvsem zdravju, sreči in ljubezni, da bi zmogli še z Božjo pomočjo še naprej biti dobri in pomagati drug drugemu, predvsem starelim, ubogim, revežem ali kakšnim pozabljenim. Kristus je rekel, zgled sem vam dal, dajte še tudi vi zgled drugim. Vas iz srca lepo pozdravljam, božični pozdrav. Vas pa za hvaležnostjo tudi, kar ste dobrega storili in tudi prišli k meni ali karkoli, da ste nas obdarovali glede vašega obiska in v besedah in dejanju nam pomagali v tej veri. Sreča, zdravje in mir, naj pa objame vaše dobre srce in vas ne spremlja vse dni vašega življenja. Lepo pozdravljam vse, prijatelje, znance, doma in v tujini, v Franciji, v Portugalskem, v Španiji, Mozambiku, na Češkem, na Poljskem in tudi v Ameriki, Italiji, in jim želim lepe božične praznike. Naj jim božični večer prinese miru, upanja, veselja in ljubezni. Za željo, da bi lepo praznovali, ostali zdravi in z ljubeznijo do drugega izpolnjevali. Zato vam iz srca želim in vas najtopleje zares prisrčno pozdravljam doma in vse v tujini. Želim vam pa še enkrat lepe božične praznike, novo leto pa naj bo bogato sreči, zdravju in ljubezni. To so moje iskrene želje. Bye.
pozdravljam. Jaz sem že več let v društvu jasličarjev in zelo veliko veselja imam do tega dela, delati jaslice in postavljati. Imam več vrst jaslic, tako da sem en v tistem največjo zakladnico jaslic. Vse tiste, ki pa me vidijo in slišijo, pa lepo pozdravljam, naj noč, ki je prinesla objem neba in zemlje, naj z ljubeznijo srečno spremlja njihov vsak korak, njih naj napolni z mirom Betlehema in tudi s spacerjem naj skupaj častijo jaslice. Naj povem še to, da najbolj me pa to preko boli, ker sem bil še mlad, pa še potem zdaj nekaj let nazaj, 10 let nazaj, bilo tako zanimanje za jaslice. Vsi so hodili, enemu drugemu smo hodili gledati, zdaj pa je to vse utihnilo in usahnilo, tako da je malo kakšen še pride pogledati. Prej veliko zanimanja, ja, naš nič več ne pridijo, se premladi, so že veliko, pa da bi zanimanja ni več takih, kot smo včasih, kot je bilo včasih veselje za to delo in za to lepoto Jezusovega rojstva. Ja, tele jaslice so hlevček star okoli 300 let. Zdaj enkrat sem ostala, sam bi bil že vse razdelk, pa sem ga skupaj spravil. In drugače pa razni vrst so te
to je motiv gor, tudi velike planine, še tako velike planine, potem nekaj lovstva, nekaj živali, nekaj hradu, motiv je tudi Prekmurja, ima so štorklje tam na gor in tako da je vsakega nekaj, tukaj je še Puščavnik Anton, Puščavnik za zelo star kipec in nekaj živali, tako da za vsake stvar sem skombiniral, da sem bil, tle so tudi imeli živali, kojne. Tele male jaslice so pa tudi spletarje, mejšne, tele pa tole, kar je samo jaslice, pa družina, mislim. To drugače pa z raznih krajev, ko sem dobil kot darilo, ali pa sem vsak še kaj kupil, to je vse. Je pa v zadnje tudi Jeruzalem, Betlehem in tle pa angelčki, ki slavijo Gospoda novorojenega Jezuščka. Ja, slavimo ga tudi mi in naj nam vse odpusti. Ja, to so tudi en star hlevček, mi je dal en župnik, ki so rekel, da bo drugače mogoče požgalčene ga ohranil, pa je dal, videl, ti imaš veselje za jaslice, ti ga poklonim in tako smo že še zelo prijatelja, se poznava. To je pa tudi, to so pa hlev, so not črede jaslic in prenočijo. Tle so pa tudi eni, ki grejo k Jezuščku, pravijo, da so duše, ko se nedejo k Jezusu. In tako da, to so pa ene jaslice iz Italije, tle pa tudi gre kolona teh vozil. Te so pa jaslice zelo najdragocenejše, so pa iz Monaka. Je pa bil en župnik, ki jih je podaril meni. Odzad tiste jaslice so pa iz Argentine, oblečene in so tudi zelo veliko vam pomenijo. Te slike, ki so tle nad jaslicami, je to Palestina, pa Jeruzalem, pa te stvari. Tako da vsakega nekaj je. Imam pa zelo veselje večkrat jih ne gledati, pa še kaj mora zraven, da pa Bog dal še dolgo se, da bi lahko gledal. Pastirji, poslušajte, danes ta veseli glas. Glejte, čudo se godi, Jezus se na svet rodi. Veliko raznih spominov, daril in priznanj za te moje jaslice. So tudi vmes še kakšne druge stvari podobne Božiču, tudi nekih Jezusov na trpljenju. Imam pa tam na gor ene jaslice, ki so iz Mozambika, Afrike, tam, ki so ljudožerce, tiste te črne tam na gor. Drugače so pa, imam pa tukaj, to so tele jaslice, tukaj, ki jih pa so pa tele vidiš. Tle je pa vse iz pletarjev. Največjo zakladnico od patra Olvanka, ko imam jaz, kjer jih imam okrog 100 vrst jaslic njegovih. Vozil sem jih pa sem 20 let,
me dal mi nekaj kot darilo, nekaj sem jih plačal, nekaj so jih drug me prinesli. Tako da sem zelo zljubil posebne tega jaslice od njega. Imam pa tudi tukaj razne jaslice, so zelo stisnjene. Vse te družine, ker nima prostora, zato mislim enkrat dati nekje, da bo več. Ki so večje in bo mogel več prostora imeti, pa nimam. Zato pa zdaj zaenkrat je tle, dokaj časa ne dobijo nekje prostor, da bi bilo bolj razkošno, pa bolj izrazito se videle. Tele so pa te male jaslice, te malih figurce, mislim, družince so pa meni se zdi, da so iz enih 17 držav. To so prinesli pa razni obiski, razni prijatelji, nekaj smo pa tudi sami potovali po Franciji, Portugalski, Španiji, pa tudi tam Italija, Monako. In posod sem kupil, kjer sem videl jaslice, sem jih eno ali pa dvoje. Zato sem pa tle, sam je vse tako stisnilo, da ni tako da izraza, pa da bi vsakega povedal točnost, kot je. Je pa tudi veliko jaslic tle v Sloveniji, z Hrvaške, iz raznih teh naših bližujočih držav, ki smo bili na izletu, pa na obisku, tako da zaenkrat mi to dela eno tolažbo, veselje pa upanje na Jezučka, ki je rojen, samo tudi priporočam v molitvi in si ga spremljam v njegovem rojstvu, v mislih in dejanjih, besedah. In tudi, da bi me varoval, spremljal in podpiral vse mojega življenja. Tudi te jaslice, ki jih imam tukaj tle noter, to so najstarejše plitrske jaslice patra Urbanka, in so bili na razstavi. Meni se zdi, so bili na razstavi v Italiji, v Ljubljani, in je rekel predsednik razstave, da naj bojo prvovrstne, ker jih je bila roka, svetniška roka tega patra, ker je bil res kot živ svetnik in je naredil kot takih jaslic mnogo. In drugi so bili kar malo užaljeni, kipari, ker je te rekel, da za njim na prvi vrsti, ki jih je on delal, ta človek je imel pa res svetniški, imel tak pas okoli sebe usnjen, not pa žeble zabite
in je res spas pokore, ker so šele potem videli, ki je umrl, kakšen svetnik je in kaj se je drval za Boga. Ker mi nismo došolno v njemu, ker je bil res človek z dušo, s telesom je bil za Boga pa trpljenje. Je pa jedel sam kruh, strk tak kruh, komis, pa vodo, pa ser. Ser je bila kot pečenka, kruh je bil kot kosilo, voda je bila pa kot oni. To je živ 82 leta. 82 leta je pa umrl. Ja, tako da. Brez spomina njega, tudi osebno smo se zelo poznala, rokovala, velikrat sem imel velike želje, da bi me še naredil, pa je bil pa star, ki je po enem mesecem še delal. Tiste ene majhne pa je že prej umrl, da bi že dokončal, tako da se mu lepo zahvaljujem. In ima v večnost Bog, da mu plati in Marija mati pred nebeško vrati za vse njene dobre roke in srce. Počivaj, milo detece, počivaj prav sladko, blesteče trume angelske, ti pesmice poju. Spavaj, dete, v jaslicah se odpoči. Sprejmi kralja, Jeruzalem, prebudi zdaj se, ti Betlehem, naj v srcu tvojim
Jaslice so že od mladosti velika ljubezen Petra Homarja iz Tuhinjske doline. V svoji bogati zbirki jih hrani krepko preko 300. Najmanjše so postavljene v orehovi lupini, največje pa so bile pripeljane iz Monaka. Sem pa res srečen, da jih imam, pa Bog hvaležen, da za vse to, kar sem dobil. Me pa zelo skrbi, če bo drugi bili za mano to spoštovali. Posebna dragocenost zbirke je veliko število Koglerjevih jaslic, ki jih je Petru podaril izdelovalec jaslic kartuzjan Wolfgang Kogler. Učlovečenje Boga je za Petra skrivnost, ki prežema in osmišlja vse njegovo življenje. Veseli pa ga, če ob ogledu jaslic to začutijo tudi gledalci. Moraš tudi imeti v srcu jaslice, ne samo zunanjost. Zunanjost ni ničesar. Zunanjost podpira notranjost. Sveda je pa tako, da smo si ljudje, imamo slabosti in vsi nimajo tazga veselja, pa take ljubezni do Jezusovega rojstva. Odprite, knezi, vrata in dvignite se, vrata vekotrajna. In vstopil bo kralj slave. Tiste dni je od cesarja Avgusta izšlo povelje, naj se popiše ves svet. To prvo popisovanje je bilo, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. Hodili so se vsi popisovati, vsak v svoje mesto. Šel je torej tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazaret, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem. Bil je namreč iz Davidove hiše in rodovine, da bi se popisal s svojo zaročeno ženo Marijo, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, se ji je dopolnil čas poroda. Rodila je sina prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker zanju ni bilo prostora v prenočišču.
Ko je vse naokrog objemal globok molk in je bila noč v svojem teku na pol pota, je prišla tvoja vsemogočna beseda, Gospod, iz nebes, z kraljevega prestola. Dete nam je rojeno in sin nam je dan. Božji nam je rojen sin, raduj postal. K nam je prišel iz višine, zveli nastal. V tistem kraju pa so pastirji prenočevali pod milim nebom in bili na nočnih stražah pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova svetloba jih je obsvetila in silno so se prestrašili. Angel jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, veselje za vse ljudstvo. Rodil se vam je danes v Davidovem mestu zveličar, ki je Kristus, Gospod. To vam bo znamenje, našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno. V hipu je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki so Boga hvalili in govorili: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji. Amen.
Ko so angeli odšli v nebesa, so rekli pastirji drug drugemu: Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in nam je oznanil Gospod. Pohiteli so, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in dete v jasli položeno. Ko so to videli, so povedali, kar jim je bilo rečeno o tem detetu. Vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Pastirji so se vrnili in Boga slavili in hvalili za vse, kar so slišali in videli, prav kakor jim je bilo povedano. Pastirci,